Franček, rad bi se igral, zdaj velik bo postal. Franček in prijatelji za vas nešteto zgodb imajo za vesele dni. Glejte Frančka, k vam prihaja. Glejte Frančka, k nam prihaja. Tu je Franček. Frančkov prosti dan. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. Rad se je vozil s kolesom in gradil reči. A ko je napočil trenutek, ko bi bilo treba pospraviti, kar je zgradil, bi se Franček raje vozil s kolesom. Super, dobiva se na igrišču. Prav, se vidiva. Adijo, medved. Kaj načrtuješ, Franček? No, krog ali dva s kolesom. Kaj pa utrdba na vrtu za hišo? O, mami, se jo bom podrl, no. In zato potrebuješ čelado? Ker se greva z medvedom voziti s kolesi. Utrdbo pospravim kasneje. Kasneje? Se mi zdi, da sem to slišala že včeraj. Sej vem, ampak včeraj je hotel zajec spuščati zmaje in veter je bil idealen, zato mi ni uspelo. Če bi to pravil že včeraj, ti danes ne bi bilo treba skrbeti. Sej me ne skrbi, mami. Samo na kasneje bom prestavil. Veš, Franček, če prestavljaš neprijetna opravila, se lahko delo le še nakopiči. Kako to misliš? Torej, za primer vzemiva vrt. Če bi prestavljal pletje plevela, ko je še nizek, bi se ta razrasel in imel bi še več dela. To je plevel, oči. Moji utrdbi pa se ne bo nič zgodilo medtem, ko se bom vozil s kolesom. Lahko pospravim kasneje, prosim. Medved me čaka. Naj bo. Hvala, mami. Toda utrdbo pospravi danes. Obljubim. In to pomeni, da boš pospravil tudi vse, kar je v njej. Saj bom, oči, ne skrbi. No, upam, da ne bo pogledal na vrt. Zakaj? Ker je plevel tam zadaj že tako visok. Populil ga bom kasneje. O, ne! Pa ne že spet. Oči, spet imam prazno gumo. Rekel sem, da ti jo bom popravil. Si že prinesel naše orodje od Bobrovke? Hotel sem poln v četrtek takoj po šoli. Pa sva se šla z lisjakom igrat. Zelo počasi pušča. Napolni jo, kot sem ti pokazal, in bo zdržala, dokler se ne vrneš. Prav, oči. Jutri bom šel k Bobrovki. Oči! Tukaj sem! Ne najdem tlačilke za kolo. Kam si jo pospravil? Nazadnje sem jo videl pod velikim drevesom. Že pred dnevi sem te prosil, da jo pospravi, pa si rekel, da jo boš kasneje. Se spomniš? O ja, ne skrbi, oči. Takoj, ko napolnim gumo, jo bom pospravil v lopo. Tlačilko bi moral pospraviti še preden je odpadlo vse listje. Tako je ne bom nikoli našel. Hej, še vem, kaj potrebujem. Tukaj so. Tole pa že niso grablje.
Tu nekje bi morale biti. Franček, mislila sem, da se greš peljat s kolesom. Saj se grem, ampak grabelj ne najdem. Boš mar vozil grablje? A? Ne, rabim jih, da bi našel tlačilko. Franček, se spomniš, kaj si podstavil pod streho svoje utrdbe? Grablje! Hvala, mami. Daj že, no! Franček, najprej izprazni utrdbo, potem odstrani ponjavo. Utrdbo izpraznim kasneje. Zdaj potrebujem le grablje. Tokrat mi mora uspeti. Zdaj lahko končno odstranim liste. O, ne! Zakaj se tako ubira? Nimam ga namen ves dan čakati na igrišču. Franček? Daj že, spusti! O ne! Franček je v zagati! Samo malo, Franček, že grem! Ne skrbi, Franček, spravite bom ven! Medved? Aha! Kaj počneš, medved? Pomagam ti? Ne potrebujem pomoči, ampak grablje. A tule je! Mislim, da pomoč potrebujejo grablje. Lahko kar pozabiš na najino vožnjo. No, zakaj potrebuješ grablje? Grablje potrebujem, da pograbim listje in najdem tlačilko. To potrebujem, da napolnim zračnico, ki je spustila, da bi se šel lahko sploh voziti. Žal mi je, medved. Jezen sem, ker sem se res veselil najinega kolesarjenja. Je že v redu, Franček. Kaj, ko bi svoje kolo pripeljal do mene, da napolniva zračnico? O, seveda! Odlična ideja, medved. Pridi, greva. Kaj boš z vsemi temi stvarmi? Jih ne bi pospravila? Bom kasneje. No, prav. Daj, Franček, no, daj! Daj, Franček, no! Počakaj name, medved. Daj, no, Franček! Zakaj ne bi raje hodila? Hitreje bova pri meni, če bova tekla. Daj, Franček, daj! Daj, Franček, daj! Daj, Franček, daj! Počakaj, medved. Daj, Franček, daj! Daj, Franček, daj! Zdaj je pa dovolj. O ne, saj to so moje stvari. O ne! Dol! Potrebuješ pomoč, Franček? Ali spet samo iščeš grablje? Hej, Franček, ob to si se spotaknil. Zdaj nama pa ni treba k meni. Zračnico lahko napolniva kar tukaj. Medved, se greva lahko voziti kasneje. Kasneje? Kako to? Ker bi moral poslušati mamo in očeta. Če bi pospravil utrdbo, ko sta me prosila, bi bilo vse mnogo lažje. Zdaj bom pa zato porabil več ur. Ne, če ti jaz pomagam. Bi res, medved? Kaj pa? Dajva, zloživa to ponjavo. Ja, preden me spet poskusi pojesti.
To je pa težko delo. Ne morem verjeti, kako velike korenine ima. Če bi populil plevel, ko je bil še nizek, bi bile tudi korenine manjše. No ja, veš kaj? Prav imaš. Živijo, mami in oči! Kakšna je bila vožnja? Super je bilo! Vse do slapa sva se odpeljala. Kaj ni krasno, da te ne čaka še pospravljanje utrdbe? Je, oči, super je! Pa še gumo imam popravljeno. Zdaj ne bo ves čas prazna. Hej, oči, mislim, da bi moral pograbiti listje, da ga ne bo razneslo naokoli. O, kaj ne morem tega storiti kasneje? Rad bi oplel vrt. Oči! Frančkovi domači piškoti. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalke. V gozdu se je rad igral iskanje želoda. Igral je pošteno in s prijatelji rad delil doma pripravljene dobrote. In nekega dne se je Franček naučil nečesa novega o tem, kako biti pravi prijatelj. Zdaj sem pa gotovo že blizu, a ne? Niti malo ne. Niti malo ne. Kje pa je skrit? Na drugem planetu? Ja, povsod smo ga iskali, še tam, kamor veverica ne bi pogledala. No, za vsaj en kotiček vem, kamor niste pogledali. Kam? Kam? Prav tja? Kjer je skrit? Daj no, lisjak, to ni več zabavno. Ne, res Iskanje ni. me Naj utruja. poskusi še kdo drug. Se torej predate? Ja! Prav, pa vam pokažem. Je prav, tule. Čisto na koncu. Tada! Ej, daj no. Ni fair. Sem si ga skril? Kaj? Bolj ko je skrit, bolj je zabavno. Rekel si, da nisem blizu, pa sem bila. Pogledal sem notri. Ja, jaz tudi. No, morda si pa le bila blizu. Lagal si. Ja, Če te kdo kaj vpraša, moraš povedati po resnici, lisjak. Žal mi je, nisem hotel pokvariti igre. Se bomo še igrali? No prav, ampak nič več laži. Od zdaj naprej samo resnica. Samo po resnici? Prav. No, lisjak, povej. Je res, da si Jazbečevki poslal čestitko za Valentinovo? Jaz. Tole je pa precej okusno, ampak ne tako kot tvoji piškoti. Na kaj sem pozabil, mami? Poglejva. Moka, sladkor, jajca, maslo. O, ingver. Zato so ingverjevi piškoti okusni. Izvoli, Franček. 3-krat potresi, jaz grem po pekač. Če potresem 3-krat in so piškoti okusni, kako dobri bodo šele, če potresem 4-krat? Ko dodaš ingver, testo dobro premešaj, da bo povsem enakomerno. Prav, mami. In še eden. Počakaj, mami. Tale ima samo eno oko. O, mislila sem, da je pomežiknil. Mami. Komaj čakam, da jih prijatelji poskusijo. Ne bodo verjeli, da so moji. Pojdi se umit. Piškoti se pečejo kratek čas. Bom jaz, mami. Medved. hej, Franček. Kaj, v vaši hiši mogoče sneži? Ha? Ingverjeve piškote pečem. Niso še pripravljeni, ko pa bodo, bo še enega poskusil. Hvala, Franček. Komaj čakam. Tudi jaz sem nekaj pripravil. To je zate. Upam, da ti bo všeč. Ojej, hvala, medved. Sam sem jo naredil. Čisto sam.
Glej, celo rep ima. Ti je všeč, kaj? No... Najboljša stvar, kar sem jih kdaj naredil, kaj? No, ja, mogoče ne najboljša. Kako to misliš? No... Kolesa so neka majava. In poglej to, kljun se bo zdaj odlepil. Mogoče nisi uporabil dovolj lepila in... Torej, ti ni všeč? Ne, to pa tudi ne. Ampak vprašal si, če je najboljše in... Če ti ni všeč, jo lahko pa vržeš kar stran. Toda medved, če ti nekdo zastavi vprašanje, bi naj nanj odgovoril po pravici. Se spomniš? Kakšna barvita ptica. Ja, bo držalo. Medved mi jo je dal. Mami, če te kdo kaj vpraša, mu moraš odgovoriti po resnici, ni tako? Seveda, vselej velja, da je najbolje, če si iskren. Ja, jaz tudi mislim tako. Kako čudovito dišijo, Franček. To bodo tvoji prijatelji uživali. O ja, to bodo presenečeni. Boš poskusil enega? Ni časa, mami. Dokler so še topli, jih moram odnesti v trdbo. Se vidiva kasneje. Adijo, Franček. 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ja! Visoka lestev! Plezam gor, 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 čisto do vrha. Halo, pozdravljeni spodaj. Dajte no, tole bi naj bilo zabavno. Kdo je na vrsti? Jaz! Šest. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, visoka lestev. Plezam gor, gor, gor. Vse do zdrava, Bobrovka. Daj no, ne bodi tako trapast lisjak. Hej, družba, prinesel sem vam poslastico. Kakšno poslastico? Piškote! Piškote? Super! Hvala! Hvala lepa, Franček. Hvala! Želvi piškoti, super! Wow, koliko jih je? Mislim, da vam bodo všeč. Kaj mislite? Kaj narobe? Ti piškoti so za nič! Po moje niti niso piškoti. Zelo so začinjeni. dobil, Franček? Spekel sem jih. In rekli so, da so moji piškoti grozni. Ojej, čisto nič dobrega niso imeli povedati? So. Ampak šele potem, ko sem jim povedal, da sem jih spekel sam, ampak bilo je že prepozno. Kar odšel sem. Na, mami, še ti poskusi. Tudi ti lahko dobiš enega, oči. No, so vam všeč? Zelo so hrustljavi. In tako zelo ingverjevi. Toda so okusni? Zakaj ti ne poskusiš enega? Boš lažje ocenil. Bijak! Koliko ingverja pa si dodal testu? 4-krat sem potresel. 4. res precej obilno. Nič čudnega, da so se jim zdeli za nič. Včasih boli, če ti prijatelji povedo, kaj si res mislijo, kaj? Ja, Če te nekdo vpraša za iskreno mnenje, je prav, da najdeš prijazno besedo. Tako je. Se spomniš tetinega darila za mamin rojstni dan? tistega smešnega? Ne bi rekla, da je bilo smešno. Občutek imam, da se bomo še od srca nasmejali. Rekla bi, da je barvit, unikaten, izrazit, moden. Njami! Sveže nabrano. Vidiš, koliko lepih besed smo našli za ta klobuk. Zelo prijazno od tete, da mi ga je podarila.
Ja, kot od medveda, da je naredil nekaj zame. Kaj praviš, Franček? O nič. O nečem moram govoriti z medvedom. Poglej, kako zanimivo se oglaša, ko ga voziš. In glej, peruti se res premikajo kot pri ptiču. Ko ga popraviva, bo zopet kot nov. Toda mislil sem, da ti ni všeč. Verjemi, nisem te hotel prizadeti. Res ne. Je že v redu, Franček. Ampak je videti res smešno. Ni mi mar. Vseeno mi je všeč medved. In meni tvoji piškoti. Niso sicer podobni tvojim ingverjevim piškotom, a so vseeno zelo dobri. Hvala, medved.